Prehajamo na 12. točko, dostop sklep o izdaji soglasja cene socialne varstvene storitve pomoč družine na domu. Lepo pozdravljeni. Tudi prejšnje leto imamo pred sabo predlog o uskladitvi cen socialno-varstvene storitve pomoč na družini na domu. Pripravila sem kratko predstavitev. Naj so analizane pravne podlage, ki so podloga oziroma predlog priprava za predlog cene. To so različni pravilniki o metodologiji za oblikovanje cen, potem pravilniki o standardih in normativih, rast elementov cen, potem zakon o socialnem varstvu in pa uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno-varstvenih storitev. Kaj zajema sama pomoč na domu, vsebuje socialno oskrbo na domu in pa tudi mobilno pomoč, namenjena je pretežno starejšim osebam, pa tisti, ki so starejši od 65 in živijo na svojem domu in se zaradi bolezni ali drugih težav povezanih s starostjo ne morejo več celoti oskrbovati ali negovati sami. Pomoč na domu in njen obseg se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in pa je v pristojnosti občin. Saj občina izbere izvajalca, pri nas je to Center za socialno delo, ki tako skrbi za storitev izvajanja v okviru mreže javne službe. Izvajalec je sicer lahko javni zavod ali pa koncesionar. Občine pa pomoč na domu sofinancirajo po zakonu najmanj v višini 50%, v povprečju oziroma v drugih slovenskih občinah pa nekje v višini 70% celotnih stroškov. Tako je povprečna storitev v Republiki Sloveniji v lanskem letu za uporabnika znašala v obdelu nekih 6,58 evrov, potem ob soboto 6,82, ob nedelje pa seveda malo več in tudi ob praznikih 9,24 evrov na uro. Potem so nanizane še vrste pomoči, ki jih zajema ta storitev, to so pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, to so pomoč pri oblačenju, izplačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, potem gospodinjska pomoč, prinašanje pripravljenega obroka, potem pomoč pri ohranjanju socialnih stikov in pa dovoz hrane. Cena se uskladi enkrat letno tudi vi potem obravnavate, predlog cene pa pripravi Center za socialno delo. Cena se uskladi pravilom enkrat letno, v primeru, da se stroški povečajo za več kot 3%, se pa lahko ta cena uskladi tudi med letom. Stroški storitve, ki se upoštevajo kot elementi za oblikovanje cen, pa so tako stroški dela, potem stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški investicijskega vzdrževanja in pa stroški financiranja. Stroški storitve pomoč družini na domu oziroma socialna oskrba na domu sestavljajo tako stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora, potem stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve, stroški za neposredno izvajanje storitve na domu pri uporabnikih. Kot izhodišče za izračun cene se je upoštevalo tako eno osebo za strokovno pripravo v deležu 0,64, potem vodenje in koordiniranje neposrednega izvajanja storitev 0,36 deleža in pa 13 zaposlenih za neposredno socialno oskrbo uporabnikov. Moramo reči, da smo imeli lansko leto kar težave, imamo težave zaradi tega, ker so ljudje precej odsotni, predvsem bolniškov, glede na zahtevnost dela je pač to neka realnost. Načrtovano število uporabnikov za leto 2025 je do 139, potem število efektivnih ur na zaposlenega oskrbovalca v mesecu je 99, lansko leto je bilo 110, letošnje leto, kot vidite, predlog zmanjšanja. Pri izračunu pa so bile upoštevane vse možnosti znižanja stroškov. Razlogi za povišanje oziroma zvišanje cene so tako spremembe stroškov dela
zaradi uveljavitve novega zakona oziroma zaradi reforme, potem zvišanje stroškov neposredne oskrbe zaradi napredovanj zaposlenih, potem zaradi dviga minimalne plače, višjih nadomestil za prehrano med delom, višjega regresa, dviga premij kolektivnega dodatnega zavarovanja in pa tudi novega socialnega prispevka za dolgotrajno oskrbo, ki prične veljati s 1.7. in pa tudi zaradi višjega stroška vzdrževanja, registracije, zavarovanja vozil, nabava goriva, rezervnih delov, nekaj vozil ima, kot pravi Center za socialno delo, tudi dotrajani, pa letošnje leto pač zaradi zakona o dolgotrajni oskrbi ni več prispevka oziroma subvencije ministrstva. Tako je oblikovana oziroma predlagana nova cena storitve pomoči na domu. V nadaljevanju vidite tudi primerjavo s ceno za leto 2024. Moram reči, da se cena povečuje iz prej navedenih razlogov za 41% in je tako cena za uporabnika ob delovnikih določena v višini 8,02, ob nedeljah 11,23 in pa praznikih 12,03. Zapisano je tudi način, na kakšen so dobili predlagano ceno. Pa potem, tako kot so že nas povedala, če uporabnik ima slabo materialno stanje oziroma si ne mora privoščiti do plačila, lahko da tudi vlogo za oprostitev delno ali pa celoti, da se mu plačilo pač oprosti na pristojnem, vloži pa na pristojni CSD. Potem še primerjava mesečnih stroškov institucionalnega varstva z mesečnimi stroški storitve pomoči na domu. Podatki so za marec 2025. Vidimo, da nas institucionalno varstvo oziroma domsko oskrbo stane bistveno več, kot pa nastane pomoč na domu na posameznika uporabnika. Verjamem pa tudi, da si vsi uporabniki, verjamem, da se tudi mi, ko bomo stari 65 let, pa se bomo še vsaj delno sposobni skrbati sami, veliko rajše zadržali doma, pa dobili neko podporno storitev. Hvala. Ja, zdaj, jaz moram zdaj povedati svoje mnenje, pa mislim, da bo došlo kaj da naredim. Pri teh cenah sem tudi sam presenečen, kajti 40% povišenje cen glede na to, da vemo, da nevrci teh plače tako vpliva nimajo, in pa tudi to, da so kupili ceno, kot mislim, na 6-7 avtomobilov, prav s tem, da ne bi bilo kakva privatizacija. Zakonsko pa je seveda, da je to pripravljal svet zavoda centra, občine je dal v potrditev, seveda, brez tega, da bi se z nami uskladil, kar se te stroško tiče. Tako da zdaj vas je pa visno, ali boste sprejeli 40% povišenja ali ne, s tem, da so zmanjšali obremenitev zaposlenih, kar pomeni, da bomo treba zelo še več zaposlenih, da so zmanjšali, mislim, za 10 ur, 11 ur so zmanjšali mesečno obremenitev in pa poleg tega so pa kar predlagali, da občini povišajo iz 70 na 75% sofinanciranje, pomeni seveda, da tisto, kar govori država, tega centra za socialno zaščito, naredila proračun in pa stroške občine. To je to z moje strani, seveda se še pa dolžno tudi na občinskih svetih predlagati malo uskladiti. Odpiram razpravo. Izvolite, Dražen Novec. Hvala za besedo. Dejstvo je, da vse, kar je uslužbenka pa vodja oddelka obrazložila, drži. Kar je moteče, je to, da poleg uskladitvijo z rastjo stroškov dela in pa drugih stroškov se cena korigira tudi zaradi tega zmanjšanja normativa, ne dejanske obremenitev, normativa na 99 ur na mesec, kar dodatno poviša
glede na zadnje poročilo Inštituta Republike Slovenije za socialno varnost, to pomeni, da se bo uspeli v vrh slovenskih občin po višini subvencioniranja, hkrati bo pa tudi uporabnik za posamezne storitve glede na to, ali gre za redno delo ali nadurno delo, plačeval med najvišjimi cenami v Sloveniji. Tako da z tega vidika nasprotujemo temu sklepu. Torej, Stanka Preska. Hvala za besedo, dober dan vsem skupaj. Moram reči, da imam zdaj kar malo grenak priokus glede na sejo odbora za družbene dejavnosti, kjer ni bilo predstavljeno na ta način, da kaj pravzaprav cena vse vsebuje, ampak je bilo rečeno, da je cena izključno zaradi povečanja normativnega dela plače, za kar smo vsi prisotni, ki smo bili seveda tam glasovali za to odločitev, če je seveda skladno z veljavno zakonodajo. Kar je sedaj Dražen povedal oziroma tudi vodja oddelka in pa gospod župan, se mi zdi nesprejemljivo, da ni bilo na odboru za družbene dejavnosti zavčano. Tako da vodje ni bilo, bila je samo kolegica, kjer tudi razpravljalci, ki je glede na izkazana dejstva, kaj pravzaprav cena vsebuje, nismo potem posebej problematizirali povišanja. V kontekstu povišanja zaradi samih plač pa bi želela dodati naslednje. Cena storitev dejavnosti, za katero vemo, da že v nobenem primeru nimamo ljudi, ki bi sploh te storitve opravljali, je za moje pojme zelo zavržno razmišljanje o tem, da so storitve plačane previsoko. Če kaj, potem je treba iskati rezerve tam, kjer seveda je možno, nikakor pa ne v tem, da delavci, ki to upravljajo na terenu, dobijo tako nizko plačilo, da se pravzaprav nišče za to ne odloča. Tist, ki še tega dela ni počel, oziroma sploh ne ve, kakšno je to delo, pa se mi zdi, da je sploh neprimerno, da daje kakršnekoli komentarje. Tako da, kot sem že rekla, odbor za družbene dejavnosti je to temo potrdil, danes se bomo pač dogovoriti po stvareh naprej. Hvala. Hvala, naprej, magister Andrej. Ja, hvala lepa. Torej, gotovo, 40% podražitev ne izhaja iz dviga plač, niti ne minimalne, niti ne tega štartnega posega v plače v javnem sektorju, ker smo lahko po tej pokojevani nereformi, po tem zvišanju plač, videli prav te iz najnižjih skupin, da so tam, da pravzaprav plače jasno niso zvišali, oziroma so znižali. Tako da jaz sem prepričan, da to povišanje sodi iz tega normativnega posega, skratka, teh 40% izvira pravzaprav iz odločitve države in zdaj država je izstavila občini račun za to povišanje. Hkrati ima pa ista država za 1.7. vir. S 1.7. se začne plačevati procent za dolgotrajno oskrbo 2% z bruto plači in tudi upokojenci bodo to plačevali, pri čemer se uveljavitev zakona o dolgotrajni oskrbi sploh ne bo zgodila. Skratka pravic ne bo, se bo pa začel zbirati namenski denar. In župan jaz predlagam, da se ta namenski denar nameni tudi za te storitve, kajti pomoč na domu sodi v sklop storitev dolgotrajne oskrbe in da se financira ta poseg države v to ceno, ki jo danes tukaj bom sam osebno glasoval proti, financira iz teh virov, ki jih bo zbirala od ljudi in od upokojencev, oziroma od upokojencev in zaposlenih. To je še en primer, milo rečeno nespodobnega načina, ko se oblast ali vlada recimo nekaj odloči in to odločitev plačamo potem najranljivejši, plačajo najranljivejši, torej tisti, ki so potrebni te pomoči na domu in ostalih storitev
Pa res gre tudi za otroško varstvo ali pa kjerkoli drugje na tem polju. Torej, glasoval bo proti in res še enkrat opozarjam, da je to nesprejemljivo v naši državi. Petar Pintorič. Hvala. Zdaj, jaz bi se uvodoma res najprej strinjal s tem komentarjem, da izvajalci teh stvaritev so sigurno premalo plačani, ker vem, iz vlastnih izkušenj smo imeli to oskrbo na domu tudi za pri nas doma in vem, kakšno delo je to in kakšno pomoč v bistvu predstavljajo za to plačilo, ki ga dobijo, se pravi neposredno te izvajalci. Zdaj drugo pa, kar me pa predvsem zmotilo, mislim, je pa ta procedura, ta način v bistvu predlaganja te točke, ker ne vem, jaz si ne predstavljam, če bi mi iz zavoda, ne vem, dali nek predlog na občino ali pa za občinski svet, pa da se ne bi prej uskladili z ustanoviteljem, z financerjem in tako naprej, potem ne vem, če bi ta točka sploh prišla lahko do občinskega sveta, se mi zdi, da to je nespremljivo. Se pravi, tisto, kar jaz predlagam, je to, očitno tudi, bom rekel, v teh informacijah, ki so tudi strani župana predane, da je tle, bom rekel, nekaj del teh predlogov tudi, bom rekel, izven tistega, kar sam zakon zahteva, se pravi, da so apetiti večji v bistvu, kot so zakonsko določeni. In jaz bi tle predlagal, da bi bil najelegantnejši način, da se danes ta točka strani predlagatelja umakne, da se naredi uskladitev oziroma, ne vem, pogajanje, karkoli že je z zavodom oziroma centrom in da se potem, ko bo točka pa dejansko pripravljena in ko bo te zadeve razčiščene, to da tudi določeno na občinski svet. Ja, zdaj bom jaz še prvo, kar se tiče seveda izkusenine, to je izjemno naporno delo in zelo težko dobijo. Vendar, če bi zaposleno dobili 40% večji plačo, ne bi jaz tega sprosto žal, pa te zaposleno ne bojo dobili 40% plačo, se je vidno, da so dobile mogoče par procentov, recimo, kar se tiče vrtcev, imamo naslednjo točko, gre na račun zaposlenja, pa to gre tam 60%. Ne bo 40%. Tako da, in s tem, če imate pomisliti na občinski sveti, ni noben napad na te zaposlene, konec koncem, če bo prišlo do te dodatne oskrbe, bojo tako te zaposlene malo na srednji točki prišle pod zdravstveni dom. Tako da bomo to oskrbo morali naprej delovati. In res je malo hecno, da to kar svet zavoda sprejme in nam da v obravnavo. Vendar dejstvo je, da jaz sem župan, če bi jaz to naredil, nimam teh oblastil. Če bo pa občinski svet danes rekel, da zavrne to ceno, seveda se bomo prišli pogaja z njim in bomo dali to ceno na naslednji občinski svet še enkrat, pa bomo z njimi še enkrat to predebatirali. Nikako pa, mislim, ena od nevarnosti je, da bi rekli, ker moram povedati, mogoče iščejo vzrok, da bi to nekaj delati preko centra za socialno, da je to očitno in naporno in se tega bi radi rešiti. Jaz upam, da ni to danes takrat razlog, vem, da ne glede na to, tudi če se bojo to zložili, je pa na koncu čisto vse, ne bomo zdaj, bomo pa čez 6 mesecev to vsi srečni. Tako da, če mislite, da je ta cena neupravičena toliko povišanja, ne samo zaradi plač, imate možnost za danes zavrnete in seveda da dajte nami in občinski upravi, da se gremo ponovno pogajati o ceni in seveda tudi nadaljne. Nekako pa to ne pomeni, da bi bila to kaj pilotnih zaposlenih, ker zaposleni imajo tako po kolektivnih pogodbah rekli. Dejstvo je, da oni imajo kolektivne pogodbe, imajo plače določene in plače, ko jo dobili nekaj na to, kakšno ceno je, razen če to zgubo pogovoriti, more, da je to nekaj, če to zgubo. Tako zboje strani, zdaj pa seveda, če ni več razprave, bi jaz dal to na glasovanje, razen če želite še to razložitev glasov. Prosim, razložitev glasov. Razložitev glasov. Kar prijavljate? Hvala. Ja, če želi kdo razložitev glasov, izvolite. Anka, beseda je vaša. Izvolite.
Hvala lepa. Ja, kot sem že prej rekla, da imam zdaj določeno izgrenki pri opust in moram reči, da smo v svetniški skupini se odločili, da glede na to, kar je bilo na tem seji zdaj povedano, bomo pod svetniško skupino glasovali proti tej odzivu. Dobro, hvala. Ja, hvala za besedo. Jaz bi tudi imel samo vprašanje, če mi gostu zavrnemo obstojitev, bo še vedno izvajamo, ne? Ja, ne, malo. 40% je res težka štika, da ne vemo. Jaz upam, da bojo izvajali, si konc koncem plače morajo dobiti. Je pa samo pozoril eno stvar, kar je bilo rečeno. V gradivu je bilo to jasno napisano, zdaj, če slučajno ni bilo posebej poudarjeno odboru, ne moramo, v gradivu je bilo to napisano, kar ne bi bil občutek, da smo poskušali kaj prekriti odboru. Sam tako. Lahko pa ne bi posebej poudarjeno na tak način, kot smo danes na tem način. Prav, odpiramo na glasovanje. Prisotnost. Neko glasujemo. Rdečka, ne? Rdečka. Nekaj smo rdečka. Soglasno, da eno, jaz mislim, da se bomo še enkrat Cajt za pauzo. 26.